poskrbil podatek, da so zaposleni novi. Za pravica do regresa je zakonska pravica, ki v tistem zakonskem minimumu pripada vsakemu delavcu, ki je v delovnem razmerju. Vse, kar je nezakonski minimum, pa bi vsej v državnem sektorju moralo biti odvisno od uspešnosti poslovanja samega podjetja. Tako bi tudi država morala ustvariti določena navodila o višini izplačila regresa odvisnosti od uspešnosti samega poslovanja in vkolikor seveda odgovorne osebe teh navodil ne bi upoštevale, že sedaj obstajajo mehanizmi, da država to ustrezno reagira. Zdaj, zakon je neko širšo družbeno soglasje o ureditvi določene problematike. Tako smo tudi z interventnim zakonom uredili težavno področje današnjih javnih financ, sprejeli določene ukrepe. In zakon je enak za vse. Vsi bi morali zakon upoštevati in se po njem ravnati. Ne nazadnje živimo v pravni državi. V primeru odvzema ali zmanjšanja regresa Tu se popolnoma strinjam z vami. Vse premalo poudarjamo odgovornost tistih, ki v bistvu so pripeljali do stanja takšna, kakršna je. Mislim, da bi se morali prvo vprašati, zakaj smo prišli do takega stanja, poiskati krivce, ki so sprejemali napačne odločitve in jih potem seveda tudi ustrezno te njihove odločitve obravnavati.